Štirje zakoni, ki nam lahko pomagajo razumeti življenje. Na svoji življenjski poti se mnogokrat ustavljamo ter se sprašujemo vse mogoče. Mnogokrat se vprašamo, ali smo sprejeli pravo odločitev. Je bila naša odločitev dobra? Kaj bi bilo, če bi se morda odločili drugače? Zakaj se je moralo nekaj končati? Tako kot vzide in zaide sonce, tako valovi pridejo in gredo, tako kot se menjajo letni časi, tako je tudi v našem življenju. Vse se spreminja, prav vse. Ljudje se selimo iz enega mesta na drugo. Mnogi ljudje prihajajo in odhajajo iz našega življenja. Menja se naš naš način razmišljanja, kar nam je všeč in kaj ne. Ni preprosto in lahko sprejeti življenje takšnega, kot je, brez dvomov, da je vse točno tako, kot mora biti. Da bomo vse to lažje razumeli, so pred nami štirje zakoni, ki nam lahko pomagajo razumeti življenje. Prvi zakon. Oseba, ki se pojavi v našem življenju, je povsem na mestu. Mnogokrat se vprašamo, zakaj v narekovaju za vraga smo se znašli v takem odnosu. Kaj vendarle počnemo s to osebo? Kaj ta oseba želi od nas? Kaj je smisel? Nihče, resnično nihče ne pride v naše življenje slučajno. Nihče ne pride po naključju. Nič se ne zgodi kar tako. Vsi, prav vsi se srečujemo z določenim namenom in načrtom, zato da doživimo določeno izkustvo, da se naučimo novih lekcij, da se zavedamo, kaj nosimo v sebi in zakaj sploh živimo. Tako kot veje, ki plujejo na površini reke, tako se tudi mi srečujemo. Nekaj časa plujemo skupaj, na neki točki pa se lahko določena veja zatakne in stoji, druga pa pluje še vedno naprej. Ravno tako je tudi v naših odnosih. A ne pozabimo, da z vsakim človekom plujemo z razlogom. Plujemo zato, ker ima nek pomen to. In prav zato si je vredno v vsakem odnosu postaviti vprašanje, kaj se moramo naučiti iz tega odnosa. Kaj se moram naučiti iz tega odnosa?
Drugi zakon. Kar se je zgodilo, se je moralo zgoditi. Mnogokrat se mučimo z našimi mislimi ter se sprašujemo in si rečemo: joj, da bi le naredili to in to, joj, da bi to dojeli prej, joj, zakaj smo naredili to napako, kaj če bi se odločili drugače, in tako dalje. Vendar vse to je brez smisla. Točno tako, kot je bilo, točno tako je moralo biti. Pomembno je, kako razmišljamo in delujemo v tem trenutku. To je vse, kar v resnici šteje. Pomemben je ta trenutek in nikdar ne pozabimo, da vsaka odločitev, ki smo jo sprejeli, vse, kar smo naredili v tistem trenutku, smo naredili najbolje, kot smo znali. Zato se kasneje ne obtožujmo in se ne kritizirajmo ter si ne sodimo. Nič, kar se je zgodilo v preteklosti, prav nič ni moglo biti drugače. Vse, prav vsaka podrobnost je točno takšna, kot je morala biti, zato, da smo se naučili določene lekcije, zato, da smo spoznali nove stvari ter na ta način zvedeli še mnogo več o sebi. Ko bomo nekoč pogledali nazaj, takrat bomo ugotovili, da je življenje v resnici popolno, da se je zgodilo točno tako, kot se je moglo zgoditi, da je bil vsak dogodek pomemben košček mozaika, ki je bil nujno potreben za našo rast in naš razvoj. Žal tudi bolezen, tudi bolečina in ravno tako razočaranje ter strto srce in vsak padec, ki smo ga imeli na svoji poti. Vse to se je moralo zgoditi, da smo mi napredovali. Vsak tak dogodek je služil kot ozaveščanje tega, kar je potrebno spremeniti, kar še ni najboljše. Da smo napredovali, da smo rasli. Vse, prav vse nas spreminja. Vse nas počasi usmerja na pravo pot. Kajti ne pozabimo, da prav v vsakem trenutku dobimo točno to, kar potrebujemo za svojo rast. Pa če se tega tisti trenutek zavedamo ali ne. V vsakem trenutku dobim točno to, kar potrebujem za svojo rast. Tretji zakon. Vse se zgodi ob popolnem času. Nič, prav nič se ni moglo zgoditi ne prej in tudi ne kasneje. Zgodi se točno takrat, ko se mora zgoditi. In kdaj je to? To je točno takrat, ko smo mi pripravljeni.
Vendar vsa ta neočakanost, naši dvomi, strahovi, vse to ustvarja notranji pritisk. In tako postanemo obsedeni s svojimi pričakovanji. Neprestano nekaj pričakujemo. Neprestano se sprašujemo, kdaj bi morali končati šolo, kdaj bi si morali ustvariti družino, kdaj se moramo poročiti, kdaj moramo narediti dobro kariero in tako dalje. Vidimo pa, da življenje ne ravna vedno tako, kot bi mi pričakovali. Včasih se stvari enostavno ne zgodijo takrat, ko bi si mi želeli. Ne zgodijo se pa zato, ker se ne morejo. Samo zato, ker še nismo pripravljeni. Ker moramo prej še nekaj spremeniti pri sebi. Morda v tistem trenutku še nimamo dovolj poguma, da stopimo korak naprej. Včasih moramo razčistiti tudi svoje odnose iz preteklosti, da se lahko pojavijo novi, lepši in boljši. Včasih moramo opustiti naš star način razmišljanja, stara prepričanja, ki nam ne koristijo več. Opustiti moramo različne družinske vzorce, stare spomine, zato da bi lahko ustvarili tisto, kar si želimo. Ne pozabimo, da se stvari vedno zgodijo točno takrat, ko se morajo, nič prej in nič kasneje. Stvari se vedno zgodijo točno takrat, ko se morajo, ne prej in ne kasneje. Točno v pravem času. Točno takrat, ko se morajo. Četrti zakon. Ko se nekaj konča, se konča. Veliko ljudi nas ima težave s sprejemanjem koncev in zaključkov. Mnogokrat se zataknemo v procesu žalovanja. Mnogokrat se smilimo sami sebi in na ta način ne moremo naprej. Igramo žrtev ter se smilimo sami sebi. Prav vsi mi ljudje pa se srečujemo z zaključki. Vedeti moramo, da se naše življenje nenehno spreminja. Prav vse, kar se nam dogaja, vse je neponovljivo. Nič se ne more zgoditi enako. Vsak dan ima svoj konec. In tudi noč ima svoj konec. Prav vse ima svoj začetek in svoj konec. Naši medsebojni odnosi imajo svoj konec. Življenje se nekje konča, zato da se lahko
drugje prične novo. Zavedajmo se, ko se nekaj konča, se konča. Konča pa se zato, ker je čas, da se konča. Nič prej in nič kasneje. Konča se točno takrat, ko se mora končati. Ko se bomo naučili sprejemati zaključke, takrat nam bo prihranjeno velika količina energije in takrat bomo obdarjeni z mirom. Takrat nam bo podarjen mir, s katerim lahko brez večjih težav potujemo mirno in varno skozi življenje. Ob vsakem koncu pa bi se morali veseliti tudi novih začetkov. Torej, vse je z razlogom. Vse je točno tako, kot mora biti. Vse je tu z namenom. Kje smo se rodili, komu smo se rodili in zakaj smo se rodili točno takrat. Na nas pa je zdaj, da odkrijemo, kaj je ta razlog. Zakaj se je nekaj zgodilo točno tako, kot se je. Ta razlog pa se nam bo razodel šele takrat, ko bomo pripravljeni. Ni potrebno, da bi se zdaj obremenjevali ter iskali razlog. Prav nobene potrebe pa ni, da bi se zdaj obremenjevali ter na vse načine iskali razlog, zakaj se je nekaj zgodilo točno tako, kot se je zgodilo. Enostavno le zaupajmo. Zaupajmo in vedimo, da se je vse, prav vse zgodilo točno tako, kot se je moralo. Vse se začne in vse se konča. Pomembno je, da se vsega tega zavedamo. Zato ničesar ne pričakujmo, le zaupajmo ter se veselimo slehernega dne. Bodimo odprti za vse spremembe, ki se nam dogajajo. Sprejmimo vse izzive, ki so tu za nas, samo zato, da rastemo, da postajamo vedno boljši in boljši. Bodimo iskreni ter imejmo željo, da se nenehno razvijamo, ter tako rastemo na svoji življenjski poti. Z nasmejanim obrazom stopimo v sleherni dan. Bodimo hvaležni ter se prepustimo in zaupajmo življenju. Srečno!